Jaz sem potreboval 8 let, da sem prehodil prvih 5 km, ljudje pa hočejo v 14 dneh, ker ne vidi rezultatov. Tim Marot. Surfaš, greš v hotelsko sobo in si čez 15 minut hrom. Nikoli ni bila moja želja, da bi rekel, enkrat pa hočem teči maraton, nikoli. Moraš biti potrpežljiv, pa konstantno. A si ti že takrat videl sebe kot športnika, ne glede na to, kaj se ti je zgodilo? Prvih 8 let noben je vedel za Tima Marota. Ko sem si nekaj piknil v glavo, sem vedno stremel temu, no, in pač bo to uspelo. In tako sem si pač tu piknil v glavo, da bom hodil in da bom tudi kontra zdravnikom dokazal. In pol sem tisto leto pretekel 15-10 kilometrskih maratonov. A te če se strah? Nikoli nisem rekel, da ne bi mogel. Preden greš gledati to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelje, če ti je všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spamam, tako da, če hočeš nekaj narediti za underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribil, pa svaka čast, hvala ti, uživi v pogledu. Čakaj, govoril si mi, da si bil pri Donketu. Ja. Pri Donketu ali gledati tekmo? Pa ne, se poznam dolgo, že tada v bistvu pri njemu. A res? Kakšen je človek? Faca. Ja. Ne, bil sem gor, pa i tak trenerja Muc je zdaj od njega kondicijski osebni. Ja. Pa je tak tudi moj trener, ne? Tada tak, pa ja, pač se poznamo, vse pa Saletom, pa z Gogijom, pa temi vsemi, tada. Sem bil v bistvu prijemil, sem za to sem šel, vsegač neki maraton sem sicer laufal, sam to je bil neki bolj tak event, no. Rekel sem bolj, da grem malo na obisk, pa odlaufal maraton, da sem laufal maraton, ja, gor, v Dallasu. Ampak drugače, ja, bil sem kao 2 tekme, Lakers sem gledal, pa Utah, to sem gledal. Hodo. Rodil je glih takrat, tada. Ja. Kako mu je, mislim? Pa vre, veš da fajn, ne. Sicer ga tempo skozi pa to, ampak drugače ok, ne. Ja. Tako da vred, ja, Luka Faca. Hodo, stari. Kako pa je, kaj si z njim? A je tako kakšen občutek, kakšne take močne prezence? Pa kot jaz ne, to občutim, no. Je res, da poznam veliko teh, pa to ne, ampak kot tem sproščeno, no. Čist pač. Mi smo tako bolj na ti, pa ni za neke, da bi zdaj rekel, Luka. Zdaj to je bila prva fora, ne, smo z Lukacem bila skupaj velikrat. Tudi tak, ne vem, tu poleti fulkrat, ko so bili hoteli na 3. valiji skupne in te pa smo v Dallasu, pa prvič smo se skupaj slikali, rekel Luka, stari, sem ga daj te eno sliko, če bom res na slik imel, smo bili na večeri, ne naredimo sliko, kao mi darilo, pa ne za 3. Pa reči Luka, bila smo skupaj 50-krat ta prva slika, stari. Wow. In pol si, kako ti Lukeca poznaš, pač poznamo se že dolgo, ne, ampak tak je to polna prva slika. Kje ste se pa spoznala? Pa prek Muca, no najbolj, ker Muc je že zadnje 3 leta od njega tako osebni, pa to da pač tak najbolj, no. Tudi tu v Ljubljani, ko treniram Sale, veliko tu na treningu, pa to tako da, danes sem bil z Muričom vitro, tako da pač to te basketaše poznam, ja. A treniraš kje, v Ne, doma skozi sam bolj, ampak enkrat teden sem pa hodil v Ljubljano, k Mucu, ampak zdaj ga tak ni več kot 2 leti, tako da. Danes sem bil, ker sem pač 3 dni v Ljubljani, pa grem zjutraj tu na trening, da ne sam ne vem hotel ali pa ki treniram, ne. Grem tu na trening, drugače pa doma skozi. Ok. Tako da, ja. Hodo. Ja, nič, Tim Marot. Daj mi povej, kako se je začela tvoja pot, v bistvu že mogoče malo povezana s športom, in pol, kako je to pripeljalo do neke zadeve, ki ti jo je vesolje dal, da si lahko zdaj to, kar si? Pa kaj te vem, to se je začelo v bistvu leta 2002, bi že lahko rekel, ko sem se pač rodil. Od malega sem bil alpski smučar, hotel sem vedno sanjati, da bom pač v nekih olimpijskih medaljih, svetovnih pokalih, zmagah. Imel sem kar srečo, no, da sem imel starejšega brata pa sestro, da sem pač veliko treniral in sem pač imel zaradi neke, vsekakor imel sem nek talent pa vse, ampak zaradi tega, ker sem treniral toliko več kot ostali, sem bil pa zelo konkurenčen oziroma dober v mladih letih. Tako da od malega sem potoval, več kot 200 dni na leto smo bili od doma. Wow. Tako da, ja. A to zaradi športa ali ste kaj potovali starši? Ne, smučali, ne, to je v bistvu, ne vem, jaz sem že malo pozabil, ampak cirka 100 dni, dobri 100 dni smučarskih si, torej okoli 100 dni smučarskih plus neki day off, to številke hit naraste, te več kot pol leta ni doma, prideš domov za dan, dva, prepakiraš, greš nazaj in pač tako je bilo naprej od, ne vem,
8., 9., 6. leta smo potovali, tako da ja, no. A imaš kdaj občutek, da ti je bila mladost vzeta zaradi športa? Pa ne bi rekel, no. Ni, pač se mi zdi, da s tem športom mi je dalo toliko veliko, pač toliko več sem dobil, ko pa zgubil, bi lahko rekel, no. Ne vem, da sicer je res, da si pač sredi julija v Cermatu, pa vsa sfejo na smučarskih pripravah, ne, pa avgusta, ampak se mi zdi, da ti to šport veliko več da, ko pa bi ti pač rekel, da bi ti vzeme, no. Tako da bi rekel, da mi ni bilo nikoli vzeto. Vsekakor si prikrajšan nekih zadev, pa vse, ampak to je pač davek na športno neko kariero, neko pot, ki je pač se moraš sprijazniti z njo. Tako da ja, ko sem bil mlad, sem smučal, vsekakor, ko si pač v nekem profesionalnem športu, imaš neke ambicije, da pač boš enkrat najboljši na svetu, zato treniraš. Že od mladih let smo brat, sestra, zjutraj se vstaneš na morju 6, 5, da greš zjutraj laufa, da narediš trening do 8, da si fertik, da pač ni neke vročine prevelike. In od malega si navajen, da moraš poleti garati, da si po zimi dober, za neke rezultate si veš, da moraš pač odrekati se, in ja, to mi je dalo tudi pol naprej srečo, ampak ja, bil sem, drugače se pa je ta moja neka nova pot začela pri 11 letih, ja, ko sem imel poškodbo na Havajih. Bila je v bistvu zadeva taka, da smo šli po koncu, ko smo bili koncu priprav, pa tudi po koncu šolskega leta, na počitnice na Havaje z družino, čist par dober teden dopusta. Začeli smo potovanje, mislim, v San Francisco, pol smo leteli na vulkanski otok Kona, ki je največji vulkanski otok, to je blizu Honolulua, in pol tem čez nekaj dni v Honolulu. Tam smo prvi večer pristali, šli spat, zjutraj pa, ker smo bili blizu plaže, tako je akcija na vodo, surfat, in ja, v bistvu eno normalno jutro, brat pa sestra sta že bila v vodi cirka pol ure, ko sem se jaz pridružil, sposodil surf na plaži, šel v vodo, surfal nekje 30 minut, ko sem začutil ob enem valu, ko sem se hotel stati na desko, začutil neko rahlo bolečino v hrbtu, in to mi je dalo neki feedback, ni bila to nobena bolečina, ampak samo neki čudno občutek. Glede na to, da sem glih prišel s priprav, da sem bil v bistvu na nekih počitnicah, sem rekel, nič, grem jaz nazaj na plažo, malo se spočit, ne bom za neki več dolgo vodi, tudi treba se vedeti, da na Havajih poletje 35-40 stopinj, da vse skupaj si utrujen tako hitro od sonca. Sem dal desko nazaj, sem šel na kosilo, pol pa sem rekel, nič, ne grem v hotel se stuširati, preoblečiti, pa pridem pol nazaj, teda sem šel, sem se stuširal v Lego pojslo za cirka 15 minut in sem hotel iti na stranišče in sem padel čez rob pojsle. Šel sem lahko s nogo dvignil, pa sem dal jih na rob pojsle, pa ko sem se hotel stati, sem imel mehke noge in sem pač padel po tleh. Teda v tistem trenutku glih nismo najbolj vedeli, kaj gre, zakaj gre. Čak star si bil 11. Ja. Nismo najbolj vedeli, zakaj gre, pač kaj se dogaja. Prvo smislu odkrito, da bom pač umrl, zaradi tega, ker ti vedno bolj odpovedujejo noge. Ne vem, Tijan me je primil za noge, pa rekel, dvigni nogo, pa sem prvič lahko malo zadržal, drugič mi je dvignil nogo, 3 sekunde kasneje mi je noga samo padla po tleh. Tada ti pač bolj ko ne, vedno više ti odpoveduje sistem oziroma tvoje telo, tada pač nisem vedel, ali se bo ustavilo, ali se ne bo. Tako da ja, no, je bilo na začetku kar zelo zanimivo. Pol valjda takoj rešilec in so me odpravili v bolnico in pač postavili diagnozo surferske mielopatije. Gre za poškodbo hrbtenjače, ampak poškodbo, ki se naredi samo na Havajih, samo prvi dan surfanja, samo profesionalnim športnikom, zelo neraziskano, zakaj, noben točno ne ve. Ampak ja, hitro so mi postavili diagnozo in rekli, da imam 3 dni časa, da bom hodil, če ne bom pač celo življenje na vozičku. Tako da, tako se je to začelo, no? Nova neka pot. Stari, kako, ko si pač probo stopati na noge, ni šlo. Kaj je šlo po tvoji glavi? Pa, tako sem rekel, prvo sem mislil, da bom umrl, no čisto tako, zaradi tega, ker mi je začelo odpovedovati vse skupaj.
A se spomniš tako? Ja, vse. Čutkov pa Ja, tega tudi. vse. Pač grozno, no, kako naj rečem. Prvo valjda šok takoj. Ne veš, kaj pričakovati. Si 20 ur oddaljen od svojega doma, kar je v takem trenutku zelo zastrašujoče. Tam ni prijatelja, soseda, ki ga boš poklical, boš rekel, sem v bolnici, mi lahko kaj pomagaš, tam pač si sam ne veš kako, zakaj in pol te doleti neka poškodba, ki noben na svetu ne ve za njo, je zelo težko pristopiti oziroma začeti z neko rehabilitacijo ali bilo čem, ne veš nisi najbolj prepričan, kaj te čaka, no, čisto tako. In kaj pa v bolnici, ne vem, verjetno, ki ti rečejo, v 3 dneh moraš hoditi, ne pač na vsak način hočeš pač. Pa ne, no, jaz nisem to tako gledal. Vsekakor so rekli, da pač imam 3 dni, ampak pač jaz sem vedno vedel, da bom hodil, ali bo to 3 dni, ali bo to 14 dni. Mislil sem, da bo to hitro, ker sem tako rekel, da pač moram iti 14 dni, čez 14 dni nazaj na priprave. Ampak ja, vse skupaj, pol čez nekaj časa sem gotovil, da pač bo vse skupaj vzelo več časa, kot pač si mislim, kot pa pač 3-4 dni, ampak po 3 dneh valjda nisem shodil. Ja. Teda so me takoj začeli pripravljati na življenje na vozičku, ampak sem bil prvi v bolnici, ki sem pač vse terapije te zavrnil, ker sem rekel, da tisto, kar bom pač jaz rabo voziček za tisto, da bom lahko šel na stranično, lahko to, bom sam pač naštudiral, zato v bistvu nisem imel nobenih terapij pol na Havajih. No. Čakaj, pri 11 letih si se to sam odločil? Ja. Od kje? Ja, ne vem, pač vedno sem bil tak trmast, pa odločen, ko sem se nekaj piknil v glavo, je moglo biti to tak, pa ali je bilo to, pač vse sem vedno naredil za to, da bom pač to dosegel. Ali ni važno, ali je bilo to v športu, ali je bilo to v šoli, ali je bilo to, ko sem si nekaj piknil v glavo, sem vedno stremel temu, no, in pač bo to uspelo. In tako sem si pač tu piknil v glavo, da bom hodil in da bom tudi kontra zdravnikom dokazal, ne, vsekakor ne direktno, da zdaj sem bil jasno stran proti zdravnikom, ampak vsekakor ti je to bila neka dodatna motivacija. Tako da ja, pač vedno sem bil osredotočen, da bom hodil, da bom to in nisem nikoli razmišljal, zakaj je to, pa kako to. Itak na začetku prvo 1 uro, 2 uri, 3, prvo tisto noč je bilo res šok, nisem vedel kaj, kako, zakaj, spal sem z neck protektorjem na železni plošči, ne veš najbolj, ampak pol pa sem pač bil hitro odločen, pa smo pač začeli nekako to, da bom pač prišel nazaj, no. Veš, jaz si nisem nič prebral o tem. Jaz to vse slišim prvič, ker sem hotel slišati prvič. Tako kot tudi marsikakšen poslušalec, ko to posluša. Hvala. In na tej točki bi rad enemu poslušalcu rekel res hvala za support, ker brez njega tebe danes ne bi bilo kle. Ja, hvala. Matej Dormiša, ne? Ja, to pa. Ja, tako da Mate, vem, da poslušaš, hvala, res, me veseli. In tudi zdaj, ko mi to govoriš, nekako tako sem v pričakovanju, proba racionalizirati, kako pol, če tebi to rečejo, ne boš hodil. Kako ti je ratal pol iz tega vam prijeti? Kakšno je bilo to obdobje, da mi to opiš, prosim? To pač zdaj gre, verjetno misliš, da sem pač pol začel hoditi, ali pa verjetno, ali kak misliš? Ja, da si ta proces recoveryja, no? Ja, pač ne vem, nismo, takrat se pravim, noben iz neke, da bi rekel, nimamo izkušnje, noben familije, noben ima izkušnje z nekimi zdravniškimi postopki, z neko, recimo, medicino. Ampak enostavno, ne vem, malo smo začeli raziskovati, malo Google, kako to, neke prijeme, neke to, ampak na koncu nismo nič kaj najdli konkretnega, ker gre pa za tako specifiko, da niti stric Google ne ve nekaj o tem, da je pa zelo neraziskano. In zato smo pač probali neko kmečko logiko obrati. Brat mi je premikal noge, sestra, mama, ata, vsi. Teda pač neke držlaje smo probali delati, ne vem, ostali so mi noge premikali, jaz sem razmišljal z glavo, kako to premikam. Zelo je težko, ker gre za tako specifiko, zelo težko reči, to je bilo ključnega, to je bilo tega, ker mi že v prvem pač treningi so potekali tako, da je bilo pri nas recimo fizioterapija, na rekovajih, je pri meni potekala prve 3-4 leta 24 ur na dan. To ne pomeni, da sem bil 24 ur na dan v fitnessu, ampak treba se zavedati, da pač sem bil tak šibek, da sem bil prevezan v vozičku, ker nisem mogel sam sedeti. Ker sem padal v trupu, ko sem sedel na rob postelje, sem imel trebušne mišice tak šval v 24 urah, da nisem mogel niti sedeti sam. In
pol je trening tvoj, kako boš ti sploh z vozičkom, čeprav sem imel roke, kako boš ti sploh vozil voziček, kako boš ti sploh prišel do vozička, ne moreš niti sedeti, tudi nekdo te ne more nesti, če si ti v bistvu zelo mehek v zgornjem delu. In zato je pač so bili to se je takoj, neka rehabilitacija takoj začela, kako bom pač jaz sploh živel, kako bom funkcioniral, kako bom lahko, ne vem, kako bom se sploh vsedel na voziček, kako bom se sploh obrnil na posli. Tudi po noči smo imeli vsake 3 ure budilko, da sem se obračal z ene strani na druge, da nisem zaležnin dobil, ne. Teda tu je ful enih takih nekih faktorov, ki smo je pač probali delati, neki premikati, analizirati vse skup, ampak ja, je zelo težko reči, kaj je bilo nekaj tistega ključnega, kar je bilo, ja, v tistem trenutku rečemo pomagalo ali ni, probali smo vse živo, tako sem rekel, od nekih trižlajev do nekih prijemov, da sem sploh probal. Čutil sem, ne vem, da me je nekdo prejel za nogo, ampak nisem vedel, ali si me prejel z iglo, ali si me prejel s pinceto, ali je toplo, ali je hladno, to sem imel vse mrtvo. Nekdo sem čutil, da se nekaj nogi dogaja, ampak nisem vedel, me držiš za prst, me držiš za koleno, če nisem gledal. Ampak pol, ja, jaz sem se nenehno prejemil za noge, da je bilo skozi neki impulzi, noge mi je ful treslo, teda pač je ful nekih tu faktorov, nekih takih zadev, ki smo je pač probali delati, ampak vse pravim, prvo je bila pa vse potreba, kako bom jaz prišel domov, no, čisto tako. Koliko ti pomeni to, da je dejansko družina takrat se tako odzvala, ki se je? Daj mi malo mogoče to opiš, kako se je vaš odnos spremenil? Pa ni se spremenil, rekel bi, da se je še bolj zbližal, čisto tako, no. Tako da ni bilo nobenih sprememb, že nekdaj smo pač vzgojeni vsi tako, da pač zelo držimo skup, zelo familiarno, tudi tega izhaja, da sta pač moja dva ati pa mami 24 ur na dan, 365 dni na leto skupaj, tudi pač v podjetju sta zaposlena skupaj in sta res ful povezana, kar je v dan današnjih časih velika redkost, samo odkrito ne poznam nekega, bi rekel, para ali pa zakonca, ki sta pač skupaj 24 ur na dan, 365 dni na leto in to več kot 30 let. Tako da v bistvu smo bili tako vzgojeni in ta poškodba nas je samo zbližala, no. Takoj smo vsi začeli iskati neke alternative, kako bi, tudi ko je rekel zdravnik, da ne bom nikoli več hodil, ga je Tijan brat, ga je skar napadal. Tako da pač smo vedno bili vsi osredotočeni, da pač bom hodil, da bom to in nikoli ni bilo nekega, da ne bom, ali pa če ne bom, ali pa nikoli noben ni sploh podvomil, da ne bi. No. Se mi zdi, da vsekakor, vedno, ko se tako menimo za nazaj, je bil večji šok za družino, kot pa za mene. No. Vsako leto tudi jaz lažje to razumem, kak je to, da greš na počitnice z nekim, recimo, bodočim profesionalnim športnikom in prideš nazaj z otrokom na invalidskem vozičku, ti je zelo težko dojetno. To bom verjetno boljš razumel, ko bom imel svoje otroke, ampak vsekakor je, no. Sploh to je bilo, meni je bilo osebno najhujše, ker sem bil mali taki živahn, vse, vozim motocross, vodne športe, downhill, pač vse neke smučanje, vse neke adrenalinske športe, ki so zelo nevarni. Tudi z motorjem sem padel več 10-20 metrov brez motorja, pa me je zmetalo vse živo, pa mi nikoli ni bilo nič kaj, hvala Bogu, ampak greš pa na Havaje, surfaš, ne padeš, se ne udariš, si nič ne zlomiš, nič ti ni, surfaš, greš v hotelsko sobo in si čez 15 minut hrom odpasil nazdol, in to je bilo tudi meni najhujš, ker pač je prišlo iznenada in ne vem, se mi zdi, če bi neki padel, pa to bi bilo verjetno še lažje, no pač rečeš, ok, padel sem, tako pa sem bil najbolj jezen, ker pač mi nič ni bilo, oziroma pač nič nisem naredil, nič nisem čutil, nobene bolečine, nič kaj in se mi je to naredilo. Ampak ja, vsekakor, da smo pač skupaj držali z družino, vsekakor lažje, da nisi sam, tako da vsekakor mi je to pomagalo, no. Ko si takrat mogoče malo za svojo prihodnost razmišljal, ne? Veš, v glavo, ko greš, velikrat, ne vem, jaz ful iz svoje izkušnje tukaj izhajam, ne? Velikrat neke negativne scenarije naklepa, pa ti jih kaže, ne? Ti boš zdaj tam na vozičku, ne vem kaj vse. A si ti že takrat videl sebe kot športnika, ne glede na to, kaj se ti je zgodilo? Ja, vsekakor. Pač jaz mislil vedno, da bom nazaj prišel v profesionalni šport, to je bila vedno moja želja prve 2-3 leta definitivno, kljub temu, da sem bil tako dolgo na vozičku pa vse, ampak vedno sem bil prepričan, da bom se vrnil nazaj v šport. Tudi pol, ko sem bil tak naprej,
recimo po letu dni, 2 so mi rekli, Tim, pa probaj ti para športe, probaj ti smučati na vozičku, probaj ti to, sem rekel, ne bom tega delal, dokler ne bom lahko normalno smučal, ne. In nisem nikoli probal, tudi zdaj, ko me vabijo na neke olimpijske, paraolimpijske igre, pa vse, pač mi to ni zanimivo, ker pač jaz rad delam športe na svoj način, ampak tako delajo normalni ljudje, ker jaz ne vidim, da zakaj bi bilo potrebno, v današnjem primeru gledam na te zadeve, če bi šel v neke take športe, bi sam sebi trenutno nazadval, ker pač mogo sedeti na vozičku pa vse, ampak v prvi fazi, takrat, ko bo eno leto po škodbi, je bila to edini način, da bi smučil, ampak sem pač bil odločen, da ne bom tako dolgo smučil, dokler ne bom dost dober. Tako da sem vedno verjel v to, da bom pač nazaj prišel v neko smučanje pa vse, ampak sem se pol pač sprijaznil po nekih letu, 2, da pač vem, da ne bom mogel več profesionalno nikoli smučiti, da ne bom mogel to, ampak da bom imel sem pa vsem cilj, da bom smučil za sebe, tako da smučam danes. Ampak ja, nisem nikoli imel nekih negativnih scenarijev, no. Čisto tako, nikoli nisem rekel, da ne bi mogel. Bolj sem imel take butaste ideje, ko sem prišel domov po 6 mesecih iz bolnice, bil sem v UKC pol ful dolgo časa na Havajih, tudi 14 dni sem prišel prvič domov in sem sanjal, da mi je nekdo rekel, da kaj sem tak, da me kuže, da če jaz tako lahko normalno hodim, ne. In sem tako globoko sanjal, da nisem mogel niti, takrat tistem času nisem mogel niti sam na voziček iti, nisem mogel se niti na postelji obrnati nič, da sem se zbudil, ampak sem bil še vseeno tak v transu, da sem se spravil na rob postelje in sem se hotel vstati. In tem itak sem padal po tleh vse skup in tistem sem bil tako slab, da nisem mogel ne puzati, nisem mogel ne nič in sem pač obležal na sred sobe in sem spal na tleh brez poištra, brez kojtra, ker moja ati mama nista čula, da me ni čutil, telefon nisem mogel priti in sem celo in sem zjutraj so prišli in sem spal na tleh brez vsega. Tako da jaz sem bil vedno bolj strmen temu, da sem probal nekaj to narediti, kot pa neke negativne misli. Ampak takrat se spomnim živo, kot da bilo včeraj, sem tako podzavestno sanjal nekaj, da pač lahko hodim in to in sem pač probal vstati, ni šlo, padel sem pač, nimaš kaj. Ja, si kdaj v sanjah hodil? Ja, skozi. Skozi to tudi pol so me sprašvali, če je kdo to, pa kdo, jaz sem to podzavestno, ja. To se tako pravim, tako sem zdaj imel, da lahko hodim normalno, tudi večkrat sem videl in tudi pol sem jaz to sam, tudi naprimer, ko mi je brat premikal noge, naprimer Havajih, jaz sem samo razmišljal, kako jaz sam premikam noge, pa kako jaz to, čeprav nisem mogel nič sam narediti, ne. Tako da ja, definitivno sem velikrat sanjal, velikrat sem to, zato sem pol velikrat naredil, da sem že neke stvari dojel, oziroma nekaj, ko se nekaj naredi, se mi zdi velikrat, da sem že to osvojil. Čisto tako, no. Tako da se, ja, velikrat to sanjam, vizualiziram, pa to, ja, no. Ampak na začetku nisem podzavestno, da bi rekel, ja, čez dan sem nekaj vizualiziral, pa vse, ampak po noči pa to čisto podzavestno, verjetno, ker sem čez dan skozi to razmišljal in pol podzavestno sem velikrat, ja, kako tečem, kako hodim, vse živo. Najprej svaka čast res tvoji družini, zato, kar so ti dali, pa itak tudi te, pa ne, ampak ful lepo je slišati, da jaz verjamem, da je to zelo pomagalo, no. Veš, ker ti v neki lahko verjameš sploh v prihodnosti, a ne, daj mi prosim to. Sorry. Tudi, ker ti nekako verjameš v to, da v prihodnosti bo nekaj tazga mogoče, a ne, verjamem, da ti rabaš okoli sebe videti obraze, ki ti verjamejo, a ne, veš, ne, da te kdo vidi, žrtev, a ne. Pa ja, valjda, vsekakor, no, to se mi zdi, ja, v začetni fazi vse, pa sploh te, sem bil mlad, tak ne, ampak kljub temu, da vseeno se mi zdi pomembno, da si vseeno ti tisti, ko pač to hočeš, no, ker to, če bi moja družina hotela, pa jaz ne bi to želel, to ne bi šlo čisto tako, no, tada se mi vseeno pomembno zdi, tudi tako je bilo pri nas, jaz sem vedno, ko sem prišel po 6 mesecih domov, oziroma vmes sem šel za en prvi vikend, sem šel domov, to je bilo cirka mesec dni po nesreči, prijemo domov, stopim čez vrata in rečem mamca nič, zdaj pa smo bili tako dolgo, koliko gremo te na morje za vikend, da se malo odpočijemo, sem rekel pač lahko gremo, sam jaz se nimamo česa odpočiti, in kaj si vi rabite, ne. Tako da sem bil vedno jaz tisti bolj ko ne, ko sem pač verjel v to, ne. Itak je lepo, da te pač podpirajo, tudi takrat, ne vem, ne bi niti mogel brez njih, zaradi tega, ker ne vem, do svoje sobe imam veliko stopnic, kak bo šel, Tijan me je dal na šutu paramo, pa me je nesel gor do sobe, kak bi drugače z vozičkom, ne. Teda iz tega vidika mi je zelo pomagalo, čisto tako, no. Ker ne moreš, si ne mobilen, ne moreš to stopnice, sploh v Sloveniji, pri nas je zelo problem s temi pločniki, pa to ne moreš nikamor sam in tu je največja neka prednost, no, predvsem iz praktičnega vidika, no.
Ja. Kva pa je bil tako potem največji tak premik, mejnik, ki si ga doživel, da je tako mogoče tvoje upanje še več v potrditve dobil? Prva povratna zanka mogoče. Pa kot vam ni bilo neke take, da bi zdaj rekel, zdaj pa bo to, ker sem tako, tako sem rekel, jaz sem res bil tako prepričan v to, pač nikoli nisem niti pomislil, da ne bi to mi uspelo, pa bilo kaj, ne, in sem pač strmel temu, da je vedno boljši napredek in to je bil vsaki, za mene je bil napredek, da sem se lahko, da nisem bil privezan več vozičku. Ja. In to sem jaz rekel, super, ne, in jaz sem bil vedno smo neke kratkoročne cilje, nikoli, itak ti je vizija, da boš enkrat hodil. Ja. Ampak jaz nisem najbolj obvladal s tistimi zadevami, jaz sem imel, zdaj moram naštudirati, kako jaz lahko samostojen voziček, da ne bom rabil biti vozičku privezan, da bom lahko sedal sam iz avta v voziček in take zmage so meni bile to najbolj, ne, in jaz v bistvu nisem gledal napredek, ne morem se stati, kako bom zdaj to, jaz vedno gledal, zdaj se pa lažje vstanem po enem mestu, zdaj se pa lažje dam iz vozička v avto sam, ali pa take zadeve, ne, in ko sem nekaj lahko saj videl približno, da lahko nekaj naredim, sem vedno tak trmast, da sem hotel to sam narediti. Večkrat sem naredil, ne vem, z avta voziček, primer tak, sem več kot 40 minut hodil iz vozička v avto, ampak so oni mogli iti naprej v restauraciji, naročili za jaz sem pa hotel biti sam, da bom to sam osvojil, ne. Velikrat sem rekel, da mi je pač spodneslo, pa sem padel, pa sem pač klical, čuješ, pomagaj mi ti, dvigni me, ne vem, padel sem, ne, ampak je bila vedno ta moja trma, sem pač, če to lahko, bom jaz to tak naredil in sem imel bolj take neke small victory, tako da ne bi rekel, da sem zdaj gledal, da sem zdaj, vse to je zdaj, ampak veš, ki je, še sploh ne hodim, ne. Vedno sem imel neke take small victory, ker pač sploh tudi zdaj se ljudje ne zavedajo sploh, kak je to, da ti hodiš. Se sam kdaj poširaš, kak je, da koliko bomo zaključili, se boš stal, pa boš šel do avta. Ne, niti kak boš dvignil nogo, kak boš to, ne, in pri meni pa to sploh zdaj vidim, pa pol, naprimer, ne morem gledati, ne vem, stopiš spočinka, čisto avtomatsko tebi stopiš dol, malo niže, malo to, jaz moram to vse drugače gledati, ne, pa pač biti skoncentriran, stopnica tam, tam je pa isto že v začetku. Na vozičku si, kako se bom stoširal? Jaz ne morem se predstaviti sam iz stola na voziček, da bi šel nem potuš, pa si dal stol, ne morem, ker ne morem sedeti na stolu. Kako bom se to, in to neke take banalne zadeve. Naprimer, takrat, ko nisem mogel sedeti, kako si boš hlače obleko? Kako si boš z okna dal gor? In to so neke take zadeve, ki pač so nam samoumevne, in to je pač, takrat sem imel, to je bil največji fokus, da bom jaz lahko prvo bil samostojen. Jaz sem vedno bil, vsekakor bom hodil, ampak prvo bodi samostojen tim. Najbolj sem bil jaz nesrečen, ko nisem mogel biti samostojen, ko sem mogel vedno enega klicati, kam je lahko prideš odpred vrata, kam je lahko prideš to, kam je lahko porine z vozičkom tja, kam je lahko, ne. Zato sem velikrat, ko sem prišel doma, sem se velikrat, če po štengah prevrnil z vozičkom, ker sem hotel se sam dol pelati, ne, z vozičkom, da sem velikrat naredil kako bedarijo, ampak to mi je dalo neko pač svobodo. To sem bil najbolj srečen pol, ko sem lahko nekaj sam obvladoval, da pač imaš neko, saj zjutraj, ne vem, pol čez čas, saj zjutraj, da se lada sam izpojsel na voziček, čeprav to je bila že pol velika zmaga, čez pol nekaj mesecev, ne, da sem se noge pokrčil, se dal čez rob pojsle, se potegnil, bla, ampak take neke osnovne zadeve pač pol pretehtajo, ki ti pač največ dajo, no. Ja, stari, mislim, in zdaj, ko pomislim, ko govoriš o teh samoumevnih zadevah, ne, tako, pač v meni se sam uklapla, res je, ne. Mislim, in šele, ko vidiš nekoga, pa slišiš tako zgodbo, si spomniš, v redu, pač res sem lahko hvaležen, a ne, pač za nekaj tazga, ki mi je res toliko samoumevnega in takih zgodb je ogromno, ne. Ja, se tudi jaz nisem bil prepod, pač itak da ne pomislim, ne, kako zdaj bom se, pač hodim, gremo peš, gremo tja, gremo peš, gremo teč, gremo, ne, noben ne pomisli, na kak način mi to sploh delamo to in pol pač valjda sem veliko o tem razmišljal, jaz kako to in tudi pol se mi je dogajalo, tudi zdaj se mi dogaja, jaz vem, kako vi, oziroma kako bi jaz mogel hoditi, kako bi mogel jaz to, ampak pač to traja, to so leta in leta, da pač procesiraš, da naučiš telo, da ojačiš mišice, da so neki mali premiki, ne. Vse tudi meni se kdaj naredi, da se mi kaj hit poklopi, neki šport, pa rečeš, bom to probal, pa ti pač rata, pa vse, ne, ampak drugače glede hoje, pa to je pa res step by step, pač je ful nekih faktorjev, ki pač se ti morajo, meni se morajo poklopiti, da lahko to, še zdaj se mi naredi, pa v letu 10 let poškodbe, ne vem, grem čez prag ven, pa se spotaknem čez pločnik, padem, to, pač to je meni nekaj vsakdanjega, naprimer, ne, tako da pač je zelo, tudi takrat sem jaz se malo tudi zamislil najbolj, ko pač
ta naš avtomatizem, ne? Ja. Vse avtomatsko in pol se pa, ko si na vozičku vprašaš, pa kako sploh nogo prestaviš. Jaz sem v 14 dneh vprašal, da kako sploh je, ko ti stopiš na noge. In ga 14 dneh sem zgubil, v tednu dni sem zgubil občutek, kako je, ko stopiš na noge. Shit. Pa sem bil prej kot mlad, pa športnik, zdaj sem bil 15 ur na dan na nogah skozi. Ja. In pol se pa sploh vprašaš, kako sploh je, ko stopiš na noge. Ker pa čisto zgubiš kompas, tudi ne veš, kako se bom jaz vstal z tega vozička. Takrat, ko ti nogo svojo dvigneš, je, ne vem, zdaj se ti da ima 100 kil, ne moreš tako ti, če si dvigneš nogo, ne. Ja. Ti si tako, da bi enega pjanga dvignati, ne. To je cel mehek, ne, tako sem imel jaz noge, ne. In si moraš ti sam lastno nogo dvignati, to ne moreš. Tako si zdaj, na primer, dvignem, ampak takrat, ko je pa to tak, pa zelo težko si prestaviti noge, ne. Ja. In kako prideš pol od tega, da si na vozičku kar naenkrat ostaneš, mislim, ni kar naenkrat itak, rehabilitacija vse, ampak a se mogoče spomniš dneva, ko vozička nisi več rabo? Ne, zaradi tega, ker to je najbolj pogosto vprašanje, pa vedno isti odgovor. Ja. To se ne zgodi čez noč. To pač traja neka proces, ki ga moraš dati skozi, da pač osvojiš to. In tudi enkrat, ko narediš ti pol koraka, ne pomeni, ko jaz hodim. Ja. In tudi, ko sem jaz pol hodil z berglami lahko, sem še vsem imel vedno voziček v avtu. Pač nikoli ne veš, ne vem, sem utrujen, je predaleč za iti, je to in ono tretje. In jaz sem cirka leto pa pol vedno bil odvisen od vozička. In pol pa sem rekel, po letu pa pol, pa da sem bil malo bolj samostojen na berglah, da sem lahko mogoče nekam malo bolj šel, oziroma pač šel, to je zdaj težko reči, to se ne vem predstavljati, da sem šel v trgovino takrat, ne, nisem šel v trgovino, ampak da res avta do, ne vem, fizioterapija, greš peš 5 korakov, lahko to, in je zelo težko reči, da kdaj si shodil. To ni tako pri otroku, ko enkrat ga daš, pa naredi 5 korakov, pa 5krat to ponovi, pa začne hoditi. Ne? Tu pri meni je pač zelo bilo drugače, je pa isto kot pri otroku, prvo sem puzal, pol sem se nekako vstal, pol to isto ga rekel pri otroku, ampak ni pa nekega dneva, si nekaj danes naprej pa jaz hodim. Tako da ni, ne vem, kdaj prvič, enkrat stopiš na korak, enkrat stopiš na nogo, pa imaš gor opornico, pol drugič malenkost bolj samo obremeniš nogo, drugič ti uspe narediti en samostojen korak, pa se moraš takoj pol prijeti, pol narediš 2 koraka, pol narediš mogoče spet samo pol koraka, ker ti si spet nazadoval zaradi nekih različnih faktorjev, in to res pač se mora nalagati, da se pol vse skupaj enkrat poklopi, pa da rečeš, remo, brez palc, ne vem, 5 korakov. Ne, in pol tudi, ko greš, naprimer, jaz sem to klamoteral z rokami, tako sem si pomagal, pa sem hodil nekako, pa sem padel, pa sem me prijeli, pa tada ni to nobenega dneva, rekel, danes naprej pa jaz hodim. Ne moreš nikoli nehati delati na tem. Ni zdaj sem pa jaz svoje naredil, zdaj pa jaz narabim, zdaj pa lahko počivam. Konstantno je tempo, ne? Ja, skozi. Pa tudi ni nikoli tak, kako bi rekel, jaz delam to za sebe, za življenje in pač jaz hočem, da bom res 100% brez problema, ne bom rabo razmišljati, ker tudi danes, ko se zjutraj, ko se zbudim, tudi jaz razmišljam, kako bom šel, da bom dvignil nogo čez polico, čez neki robnik tam, ko imam v kopalnici, da ne bom padel, kako se bom zjutraj raztegnil, kako se bom oblekel, še zdaj si ne morem, ne vem, nogavic zad gor brez, da bi si nogo prijel, pa dal čez, pa hlače gor, in to so pač neke zadeve, ki bi jih rad jaz dal, ni to tako v nekem profesionalnem športu, ko imaš cilj, hočemo svetu olimpijsko medaljo, dobiš, se upokojiš, hvala lepa. Jaz se pač zavedam, da bo to za mene verjetno celo življenje. Jaz bom mogel celo življenje trenirati, vedno ne bom verjetno rabo trenirati, oziroma ne bom treniral 5-6 ur 7 na dan, tako kot treniram zdaj, pa zadnjih 10 let, ampak bom vseeno verjetno 3-4 na teden, tudi ko bom 50 let star, mogel biti na treningu, se mogel raztegniti, mogel nekaj za sebe narediti, kar gledam pač vsekakor pozitivno. Verjetno se mi takrat ne bo imel volje za to, ampak gledam vsekakor pozitivno, ker se pač zavedam, enkrat, če bom obstal, bo šlo vse navzdol. Teda ni, da bi zdaj rekel, eno točko mu osvojil, pa pol tak naprej, ne. Tudi zdaj, ko že pač sem kar dober, pa vse napravim, kak sem bil 10 let nazaj, še vseeno moram zjutraj se raztegnati, vedno zadnjo ložo sprostiti, pa neke ful zadeve narediti, se sploh razgibati z valčka, da sploh lahko začnem dan. In to je pač neka taka zadeva, ki vem, da bom mogel celo življenje verjetno ohraniti, no. In ni tudi, ne vem, najhujše mi je, ko grem kak dan na morje, pa sem en teden na morju, en teden off, ko pač imaš, in v tistem času mene najbolj vse boli. Ne vem, ko nisem aktiven. In tak imaš muški fiber, ko reš ti na trening, pa te bolijo noše, pa vse, ampak to je čisto druga bolečina, kot pa tisto, ko si zakrnel. Vse se raztegneš, pa vse, ampak če cel dan sediš, to me najbolj ubija. Če grem na trening, pa sem okol ponovno tretjem, pa da sem pa cel dan nekaj 8 ur sedim, ali pa nekaj to, mi je pa to največja smrtno, čisto tako.
ker je pač moje telo, ne vem, ni v gibanju in to mi je največja smrtno, pa kazen, hkrati. Ja, štekam. In da mi povej, kdaj je prišla ideja, da boš maraton prelaufal? Pred poškodbo sem sovražil teke. Najhujši kondicijski treningi, tek pa bicikl. Hvala. Tako da pač ta ideja se je pojavila v bistvu, nikoli ni bila moja želja, da bi rekel, enkrat pa hočem teči maraton, nikoli. Bila je v bistvu tako, da 3 leta nazaj, ali 2 leti nazaj, je bil v Konicah maraton z dušo, ki je pač vsako leto neka tradicija bila. Prvič sem takrat odkrito slišal 2 leti nazaj, da sploh to obstaja pri nas, ker pač nisem bil nikoli zaveščen prej, pa sem celo življenje v Konicah doma. In sem rekel, pač ful sem veliko treniral, res 5-6 ur na dan, vsak dan na treningu, tretjo moč, teki, vse živo. In sem rekel, 5 km sem videl, da je bil opcija, velikih je šlo, s Konicko sem jih poznal, sem rekel, 5 km jaz prehodim na treningu, zakaj pa ne bi se prijavil, pa da vidim, kaj bo. Tako sem se prijavil, nedeljo zjutraj sem vzel šuhe, palce za smučat, pa sem šel na štart. In odtekel sem tistih 5 km, prišel cilj, nič kaj, ni bil to za neki big deal, ok, poznamo neki ljudi tam, poznamo na tretjo, so pač pozdravili, nič kaj, sem šel zvečer domov in pač bilo me full fajn. Zakaj? Ne zdaj v bistvu samo to trpljenje na 5 kilometrih, ampak fajn mi je bilo zato, ker sem bil v bistvu 3 dni prej, sem si vzel neko pauzo, sem se aktivno pripravljal, ne tako profesionalno kot zdaj, ampak sem pač počival malo prej, malo sem gledal, kaj jem, v soboto sem gledal, da grem prej spat in sem imel neki taki ritual. Nedeljo zjutraj si prišel na štart, takrat nisem nič pričakoval od sebe, pač toliko, da grem, ampak si že takrat začel pojavljati neki ritual in pol, ko priješ cilj, veš, da ti je nekaj odneslo, si imel ponedeljek pol malo na off in pač to ritual sem se spet počutil kot takrat na smučanju. Ko treniraš, priješ na štart, moraš pokazati vse, kaj znaš v tisti minuti in pol gremo jo na novo. In bilo mi je res fajn, zato sem pač rekel, da bi še kdaj šel. In pol sem tisto leto pretekel 15-10 kilometrskih maratonov v tistem letu. 15-10 kilometrskih maratonov v enem letu. Ja, bil sem tudi, ne vem, bil sem v 2 na enem dnevu, sem tekel zjutraj v Savinji 7 km, pa popoldan 5 v Mariboru, teda vse živo, tu bolj po Sloveniji sem hodil, fajn mi je bilo, ful se pravi, imel sem neki ritual, vedel si, ok, takrat grem tja, fajn je, 3 dni pred neki tempiraš, 3 dni prej imaš malo pauze, aktivno gledaš, kaj ješ na tretjo in pač imaš neko svojo sezono. In pač bilo mi je ful fajn, vedno več ljudi je bilo, tako zraven prišli neki kolegi na tretjo in tako je pač tako sem pač nadaljeval s tem. Teda ni bila nikoli neka, da bi rekel želja, pa neki plan, da bom pa zdaj neke teku, pa nekaj se je udeleževal nekih teh dogodkov, teda se čist tak iz lastne potrebe, pa vse pogrešaš neka tekmovanja, če si bil skozi neki hotel biti profesionalni športnik, tako pogrešaš neke tekme. Se ti treniraš, pa imaš cilj, da boš enkrat ful dobro hodil, oziroma da boš hodil normalno, ampak to je malo preveč široko gleda nek cilj. Imel sem neke lastne cilje, ampak da pač imaš neke take zadeve, da greš na tekmovanje, pa da malo odklopiš, je pač top. In tako sem pač se pol pa bi rad vedno več, pol si pa daš, pol je bila pa lanska zona, ko sem si pa res nekako natempiral, kjera mesta grem, kam grem, se povedal z organizatorji, veliko ljudi je bilo prišlo gledati in pol pa itak želje narastejo, ne. Teda v bistvu tako se je začela ta zgodba, ni bila pa nikoli neki planirana, da bi jaz rekel, to je pa moja želja. Ja, zdaj bom pa jaz tem dokazal nekaj. Ja, ne, definitivno nikoli. Ja, kaj pa ti je dal to, recimo, zdaj, če gledaš, v tem trenutku, ko si, pa pogledaš nazaj, ta odločitev, da si se odločil teči maratone, kako se je tvoje življenje zaradi tega spremenilo? Rekel bi, da moje življenje se ni nekaj dosti spremenilo, no. Vsekakor se je neki način, ok, da lahko planiram, pa lahko tempiram formo, pomaga mi to tudi neki motivaciji, da pač, ko greš na maraton, lahko vidiš, ali napreduješ, ali ne napreduješ, vidiš, si hitrejši, nisi hitrejši, da pač malo sam sebe primerjaš, ampak kaj bi rekel, da največ, da te ljudje začnejo bolj ceniti. No? Zakaj? Ker pač drugače, ko si me videl ti na pločniku, si rekel, ok, pač ti mi je imel poškodbo, ok, zdaj on hodi tako malo posebno, ampak pač noben pa ni neki, da bi zdaj rekel,
mislim, neki vsak mimo je doč, da bi ti rekel, da napreduješ, da to, da ono in tretjo. Ko pa se daš na neki nivo, če lahko temu tako rečem, normalnega človeka, pa se mi zdi, da pač te začnejo ljudje bolj ceniti. Zaradi tega, ker pač se vprašajo, sem jaz možen prehoditi, preteči 10 km in pol vidijo, da je pač tu res v nekega velikega truda vloženega in pač garanja, da pač to lahko jaz pač naredim. In se mi zdi, da to se najbolj spremenilo, da pač ljudje so me začeli malo bolj ceniti vse skup, kar jih ne obsojam, da me prej niso, ker pač vsaka itak ne moreš vedeti, če ti mene vidiš enkrat na leto ali pa bilo kaj, ok, tim še zmeraj tako hodi, ti ne vidiš nekih malenkosti, ki jih jaz vidim, ki pač jih napredujem, jaz vem, da sem bolj samozavesten na nogah pa vse skup, ampak se mi zdi, da to je največja sprememba, ki sem jo pač sam doživel. Je pa daleč tega, da bi pač to začel zaradi ostalih, ne? In to mi nikoli ni bilo pomembno, ker če se bi to s tem obadal, tak ne bi nikoli hodil, no? Ker pač te psujejo, sploh v Sloveniji zelo je malo, ne vidimo veliko ljudi na vozičku v Sloveniji in bilo kam prideš, pač vsi te gledajo, si drugačen, te obsujejo, ne vem, se ti smejijo. Ko sem bil pol na Berglah, sem šel, mogoče itak, bili smo mladi, sem šel na kako fešto z kolegi, nisem imel Bergle v roki, pa sem naredil 2 koraka tak po svoje, čist po svoje, so se mi vsi smali, da kak sem pijan, pa take obsodke. In pač to so, jaz to nisem nikoli sekiral, tako zdaj vem, pa to so pač neke vsakdanje stvari, ki se dogajajo. Te ljudje obsojajo, tudi zdaj, naprimer, ko smučam, vsi zjutraj pridem na vlečnico v čeladi, v pancerjih, pa pač zelo težko hodim v pancerjih. Ok, hodim v redu, ampak nimam nekega feelinga. Lahko hodim normalno, pa vse, ampak nimam feelinga. In velikrat pridem na sedežnico zjutraj ob 8 in vsi mislijo, da sem še prejšnjo noči pijan. Normalno je v Avstriji, vsi vemo, après-ski, ono tretjo v Italiji, veliko ljudi pije, pa smuča in pač vsi mislijo, da sem jaz pijan zjutraj ob 8. In pač so neke zadeve, ki poznam veliko ljudi, ki jih ful prizadene, ko so moje take poškodbe, pa to pač jaz se smejim, pa rečem, smo celo noč bili okoli, čeprav sem se glihkar zbudil. Ampak to je tak, ne. Ljudje pač judžamo, kako bi rekel, obsojamo, ne. Sploh v naši Sloveniji se mi zdi, da je to zelo, pač mali smo, ni veliko prebivalcev, bolj ko ne smo vsi recimo enaki na ven in ne vidimo toliko tega, no. Itak, ne. Hitro se poblendaš. Ja, in to je, za ene pa to pač ful lahko, kako bi rekel, neki handicap, no. Njegove tako obsojajo, kaj se ljudje mislijo, za me pa ne bojo več videli, ne bom šel več ven in handicap bi bil, če bi ti rekel, da je to handicap, ne? Če bi se ti videl kot žrtev, pač jaz verjamem, da niti ne bi midva tukaj danes sedela, ne? Hvala, vse to je tako, ne, sam pravim, da je pač problem pri nekih ostalih ljudeh, ki pa niso tako, recimo, ne, samozavestni, pa to pač meni vseeno, če mi bi ti rekel, ali pa bilo kdo, bi mi rekel bilo kaj, ok, to je tvoje mišljenje, jaz sem svoj pot, hvala lepa, ampak za neke ljudi je pa pač zelo to problem, no, in to je lahko spremeni življenje mu. Sam ti si svojo lastno vrednost, a veš, ti jo vlečeš iz sebe, ti si jo definiral, ne. Ti pač sebe ne ocenjuješ potem, a lahko zdaj narediš, ne vem, 100 korakov, tako kot recimo jaz, ne. Ti se ocenjuješ potem, da narediš tistih 100, ki jih narediš vsak dan boljša, ne. A veš, pač drugi ljudje pa tega ne vidijo, točno to, kar si rekel. Zato, ker večini ljudi, pač, koliko se pa rabijo matrati v življenju, a ne. A veš, gre delat, doma sedi na kavču, v službi sedi na stolu, pač se sploh ne rab hoditi, a ne, praktično. Ja, ne se pravim, zato se pač ljudje, ne, ker se pa vprašajo, pa lahko tudi to, vse tudi več, ko sem na maratonu, tudi ko pridem na štart, me vprašajo, zakaj pa si zdaj ti s palcami tu. Naprimer, ne, me nekdo vpraša tako, pa ne dobro namerno, ampak slabo namerno, kako pa zdaj ti s palcami tu delaš? Kako golfaš ali? Ne, ampak pač ne vem, to ljudje sprašujejo, te bilo kam greš, vedno se najde do tak, ne, pa zakaj za ti to, pa ti tu zdaj omejuješ, pa za druge oviraš, pa vse živo imaš, ne, ampak pač to meni, jaz ne grem tja zaradi ljudi drugih, jaz grem tja zaradi sebe, tako da pač nisem nikoli s tem problemom, čeprav pač imaš očitke, vsi te gledajo, ne vem, ampak se pravim, nikoli mi je pač vedno vseeno bilo, kaj si ostali mislijo, jaz pač sem prišel tja s svojim namenom, naredil bom to, kar sem si zadal in hvala lepa. Točno to, ja. Kaj najdel, kar si zdaj pretekel uradno tako? Uradno 10 km, nisem še bil na daljšem nobenem, neuradno sem že več pretekel, valjda na treningih, ampak letos bom uraden polmaraton tekel. 21. Kje? To pa je skrivnost, ker bo povabil sem en major in bom verjetno prvi na svetu, ki bom lahko laufal major event polmaraton distanco na glavnem dogodku. Wow.
Kako se počutiš? Ja, ni še čisto radno, tako da še nič kaj je dobro, ampak ne, bom tekel en major event, ampak še ne vem, ali bom štartil na polovici, pa tekel od cilja do cilja, ali bom začel na štartu, pa tekel do polovice. To še je na organizatorjah, ampak je povabilo. Kaj bi si rajš? Ja, bovala boljše, da na polovici, ne, pa pol. Ampak če bo to vse tako, kako splaniramo, kar mislim, da bo, bo to en nov neki menik, to še noben na svetu ni in pač zakaj naj bi, no čist tak, no. To zdaj spet se ne gre za to, ampak rad bi letel pol maraton, željo vam vsekakor maraton in rad bi bil del totih velikih majorjev in vsako leto dodam nekaj kilometrov, čez 5 let laufam cel maraton, tako da to mi je želja, zato bi pač to rad. To je zdaj plan, da bom letos en polmaraton ali pa mogoče 2. Bom videl, pač nisem tisti, da bi rekel, ja, to bom zdaj šel, pa bom jutri šel, pa bom to probal. Vsekakor vem, da bi lahko jutri to naredil, ker pač na treningu grem pa prelafam 15 km brez nekih težav, pa vse in vem, da bi lahko jutri to bil sposoben, ampak delamo korak po koraku, imam še nekaj časa do takrat in pač to bom zdaj za 21 km bom treniral 5-6 mesecev, tako da zdaj 2 meseca moči, potem začnemo teč, položljiva moč in pač bomo vse sestavljali, da takrat, ko bom, da bom pač top. In tudi zato bom zdaj vse ostalo pač bom prilagodil temu, no. Tako pravim, ker naj bi rad zdaj šel tja, pa da sam sebe mučim, rad bi šel tja, si zadam cilj, pod 4 ure pa pol, 4 ure 20, moj čas mora biti, to je moj cilj in tja bom šel loviti cilj, ne pa preživeti čisto tako. Škaj mi zelo všeč? Zelo mi je všeč, kako prizemljeno na vse gledaš, pa svojo izkušnjo deliš, ne? Veš, ker ta, recimo, ameriški pristop, ta malo bolj hollywoodski, ne, je takoj, jaz pač sem tudi videl te oglase, ki so jih dajali, pač pretekel maraton potem, ko so mu zdravniki rekli, da ne bo več hodil, ne. In itak ti da neko dramatično povezanost, pa nek tak občutek, ampak to, kar mi ti zdaj razlagaš, mi je tako, ok, v redu, pač dejansko bi vsak to lahko naredil, ne. Če je kle noter dost odločen, pa če da noter vse te mikromomente, ki si jih ti dal, vse te dneve, ki si mogel pač trpeti, ne, da ti pač nisi rekel, danes se mi pa ne da, pač nisi imel izbire. Če jaz hočem priti do tega, pač ne morem jaz reči ne. In to me ful spominja recimo na enega izmed ljudi, ki jih jaz pač obožujem in to je Goggins, David Goggins. A si ga spoznal kdaj? Enkrat sem objavil posnetek, ko laufam na morju, pa napišem stay hard, pa mi čez 3 minute napiše keep going. Ja. Tako da nisem ga spoznal, pisal je na Instagramu, ampak drugače ga pa nisem spoznal osebno. Tako da pač vem, kdo je. Pa verjetno vem, da pač v bližnji prihodnosti bomo definitivno se srečala, ko bom pač stopil malo bolj na ameriško sceno, ampak ni pa zdaj to moj cilj, tako da bi rekel življenjski, pač vsekakor vsako osebo, ki tako spoznaš, super, lahko naredimo kaj skupaj, kak trening, vsekakor, ni pa to moja zdaj želja življenjska, bi rekel, zdaj pa hočem njega spoznati, pa je to, imamo svojo pot, ampak verjamem, da na tej poti bom spoznal veliko nekih zvezdnikov ali pa nekih vplivnih ljudi, no. Ful dober mindset. Tako tega fanboja v meni malo na realna tla postavljaš, pa si tako, pa zakaj na to gledaš, kada je nekaj nemogočega, ne? Sej, če ti pot da, pač deli, bo to tem, kar si res dober, pač posvet svoje srce, svojo strast temu in ti bo vesolje dal te ljudi, ne? Ne, se to je vsekakor, pač moraš strmeti temu itak, da so dnevi, pa to, treba se zavedati, jaz vedno rečem, jaz sem potreboval 8 let, da sem prehodil prvih 5 km, ljudje pa hočejo upati 14 dneh, ker ne vidi rezultatov. In to je pač neka taka zadeva, ki vsakemu pač malo prizemlji, no, čist tak, pa ne da se zdaj jaz hvalim, bilo kaj, ampak to so pač neka dejstva. 8 let sem rabil, da sem prehodil 5 km, ampak pač great things takes time, ne. Teda se tega zavedam, tudi sam imam največjo težavo, da pač moram biti potrpežljiv, ne da bi imel težavo, ampak pač v neki podzavesti sam sebe brzaš, ajde ti mi, ajde, ampak nič ne gre čez noč, no. Moraš biti potrpežljiv, pa konstantno, čisto. Kaj bi tako rekel enemu, ki res ni potrpežljiv, ki ne dojame, da pač mora na stvari počakati, tako čisto instinktivno, kaj bi mu rekel? Ne vem, verjetno mu bi delil, kako je izkušnja z mojo, pa mu bi tako najlažje pač povedal, zakaj gre. Je pa zelo težko neko osebo prisiliti v neko
da bo zdaj pa, ker sem jaz to, boš pa zdaj ti to. Se mi zdi, da pač, če nisi osredotočen, jaz vsekakor lahko pomagam, veliko ljudi pomagam, da jih pač spodbujam neposredno, ne vem, objavim neke video, tim dela, tim to, ampak drugače pa zelo težko ljudi se mi zdi predstaviti, če on osredotočen v glavi v tem, da pač ne bo on to delal, mu tudi Goggins ne more pomagati, verjetno. Če pa pač je pa zelo lahko delati z ljudmi, ki imajo željo napredovati in bi radi nekaj spremenili, da bojo boljši. Tu pa vsekakor pa se lahko veliko naredi, ampak vsekakor vse se začne s tabo. No? Ja, glede na to, da si star 21 let, imaš že neko tako izkušnjo za sabo, ki ti da tudi neko modrost. Me zanima, kaj ti pomeni to, kar ti piše na majici, The Power of Mind, tvoj brand. To v bistvu ni nastalo z namenom, ali pa kako bi rekel, to v bistvu ni nastalo od začetka, da bi rekel, to je pa za meni pomagalo. To je nastalo cirka leto dni nazaj, ko sem se pač sedel, pa sem rekel, ful ljudi me zdaj sprašuje, sploh zdaj, ko je pač moja zgodba, rečemo, ne vem, svetovno prehaja pač svet, ful ljudi, ti imam podobno poškodbo, kaj naj začnem, kaj naj delam, kdo ti je pomagal, kdo ti je to, in pol se pač enkrat tak bil in sem rekel, tim, sem se pogovarjal, mislim s bratom, s kom, tim, kaj je tebi, kaj si ti delal, kot je bilo to, in pol sem začel, ne vem, ko sem bil na začetku, jaz sem ležal, Tijan mi je noge premikal, kaj je bilo to, kako si ti to, in pol smo prišli, moč misli, to je The Power of Mind. Jaz sem takrat vizualiziral, kak me noga premika se levo desno. Čeprav me tista vizualizacija prišla v realnost čez 5 let, 6 let, da sem jaz lahko tak nogo premaknil, ko je Tijan meni prvi dan jo premikal. Je vseeno pol, ko greš nazaj gledati, rečeš, 6 let nazaj si ti razmišljal, kak ti noga premikaš, kak ti to, in v bistvu vse se začne v glavi. Tudi velikrat se meni, to, kar se meni danes dogaja, sem jaz napovedoval veliko stvari, ne za maratone, ampak vsa ta neka, kako bi rekel, medijska prepoznavnost, pa vse to sem napovedoval v začetni fazi tega. Vedno, ko sem bil na vozičku, sem vedno rekel, ko bom pa vred, bomo posneli film, bomo napisali knjigo. Vsi smo se takrat smejali, ampak v bistvu že zdaj, če bi hotel, bi lahko to realiziral. Vsekakor je to v planu, ampak pač to bo prišlo verjetno na plan čez 10 let, ker ne bi rad, da mi pač dela knjiga kariero. Rad bi, da polko ljudje me bojo poznali, bojo šli v detalje, pa bojo nekaj prebrali. Ampak se mi zdi, da pač neke stvari, ki jih pač res vidiš ti v mislih, pa si pač res do potankosti vizualiziraš, verjameš njih in dela za to, se pač resničijo. Je pa to, veliko ljudi se mi zdi, da prehitro upa. Ima vizijo, ima to, ampak ni rezultata v pol leta, eno leto vržejo vse v koš, pa misli, to ne bo, ne. Zdaj je lahko biti pameten, ko mi je uspelo čisto tak. Ni nujno, da bi vsakemu, tudi komu se po nesreči, pa ima neke, pa dela vse to, kaj delam jaz, pa kaj. Moraš vsekakor imeti tudi malo sreče. Tako da ne bi rad zdaj bil neki full moder, pa govoril, kak je vse možno, da bi pol ljudje, ne. Treba vsem biti realen, ampak se mi zdi, da na mojem primeru, iz svojega primera govorim, da pač je vse možno, no. Ja, se tudi ti nisi bil verjeten fiks tako iz nekih praktičnih razlogov, da bo tako, kaj je zdaj, ne? Ampak pač kar imaš takrat v kontroli, je to, da nekaj narediš za to, ne? Ja, pač. A bo ali ne bo, bo pa pač čas pokazal. Ja, itak nisi imel nobene garancije. Če ti je cel zdravniški štab, ki pač je v medicini 50 let, ti reče, ne boš hodil, tvoj MRI kaže zelo slabo, nimaš nikjer prevodno živcev. Imel sem prevodno živcev, ampak sem rabil minuto od glave do prsta, da je prišla minuto, normalen človek pa ima nič, ne vem koliko sekund, da pač to pride čez. Signal sem imel, to je bila edina neka svetla točka, ki sem takrat videl, ampak pač prideš v Ameriko, cel Honolulu ti reče, da ne boš hodil, prideš v Slovenijo, cel UKC ti reče, da ne boš hodil. Ni nobenega, ki ti reče, da boš hodil razen sam sebi. Tako da pač takrat moraš biti pripravljen na to, da ni podpora, noben te ne bo podpiral v nekem neuspehu, razumeš? Ja. Noben ti ne bo vsako jutro prišel, dajmo tim in pač moraš biti sam ti toliko, da sam sebe teraš, ne? Da ti iščeš nove priložnosti. Jaz sem bil sam tisti, dajmo to probat, nekdo je prišel, to je bilo dobro, dajmo to probat, ne? Ampak vedno sem bil, ko me vsi sprašujejo, Tim, kak si vedel, kaj tebi pomaga, kaj ne? Nikoli nisem vedel, kaj me pomaga, ampak delal sem stvari samo, ki sem jaz verjel v njih. Če jaz sem verjel, da meni pomaga, da se vozim z motocross motorjem, zato sem se to vozil. In to je bilo res, naprimer, jaz sem lahko začel z gležnom šaltati, naprimer, ne, predstavljati z levim gležnom, zato mi je levi gležen šel vedno boljš gor pa dol, ko pa desni. Naprimer, neka taka nezgoda. In naprimer, ko sem šel neko terapijo probat, če sem jaz bil
prijem notri v sobo, vsem je ful pomagalo. Vsem, ne vem, ful prijateljem, to meni ful super, sem šel notri, jaz nisem v redu počutil, sem rekel, lete, hvala lepa, ampak meni se zdi, da mi to ne more pomagati, pa sem šel naprej, pa sem šel drugo probat, pa sem šel tretji probat in pol sem pač, vedno sem bil jaz tisti, je meni to v redu ali ni, tebi to pomaga, super je, ampak pač meni to ni v redu, jaz se tam ne počutim v redu, zato jaz nam to delo, ker jaz vem, da to meni ne more pomagati. Vedno sem pa verjel, naprimer, da me lahko pomaga, ne vem, ko bom sam treniral, razumeš, da grem nazaj k trenerju, ko sem prej bil in pač vedno sem se po sebi orientiral, kar sem jaz mislil, da je prav, mogoče, če bi vztrajal pri kakšni terapiji, ki je, sem jaz rekel, da meni je okej, bi mogoče tista terapija meni pomagala. Ampak v tistem trenutku sem pač jaz bil v glavi, sem rekel, pač to meni ne bo pomagalo, kaj bo on meni govoril. Jaz ne bom k njemu hodil in pač nisem nikoli hodil. Se pravim, to je tudi dvorezni meč, mogoče sem kdaj potegnil ta kratko, ampak vseeno sem pač bil pripravljen narediti sam toliko več, tudi če mi pač tis ne bo. Ker enostavno sem se v redu počutil, da pač grem k neki osebi na fizioterapijo. No. Ja, pač vedno si imel ti odločitev, zato si bil tudi lahko vedno ti odgovoren za posledice, a ne? Se ne bo noben drug nosil posledice, jaz ne bom hodil, ne? Tako, a ne? Ja, mislim, okej, ja. Ne, tako sem jaz pač gledal. In tako tudi, ko smo doma, ne, se pol vsakim, ko se pogovarjaš, tudi z starševskega vidika, ne, imaš kolega, čuj, veš, kaj bi zdaj še mi probali, ima nekdo tam na svet, ima nekdo tam, se veš, kako to gre, ne. Mal vprašaš, mal to in pač pol moraš ti neko reči to, ja, to ne, ker ne moraš ti hoditi 50 terapeutom. Ne? Naprimer, ne moraš ti delati 3-5 različnih elektrostimulacij. Tam je okej, ti si okej, to bomo delala. Kako si ugotovil? A si tako instinktivno? Ja, čist po feelingu. Kako bi opisal ta feeling? Jaz sem bil čist tak, če je bila tam mi fajn, da mi je bilo fajn, da sem šel tja, sem se imel fajn, sem se ujel z nekim terapeutom, z nekim trenerjem, mi je bilo to vredi, sem se imel fajn, sem se zabavil, sem rad šel tja, sem to delal, če mi je bilo tisto nekoga, ko sem videl nekoga v beli hali, sem se kar obrnil. Naprimer. Pa nimam nič proti nekomu, ko ima pač belo hali, ampak to pač ni bilo za mene pristop, ne. In zato pač, ker sem išel prej športni tudi v UKC-ju, so hoteli, da bi jaz fizioterapija teda delal v bolnici. Sem rekel, kak, ne gre to, ne moram jaz cel dan sem v posli, kak bom zdaj v posli nekaj delo. Sem rekel, jaz rabim neki kabinet, da gremo mi neki kabinet, pa pač, ne vem, probamo neki narediti tam. Ne moram jaz biti cel dan v posli, pa še pol trenirati v posli. Ja. In tako so me kar takoj oslovili v UKC-ju, so rekli, pride prva terapeutka prvi dan, pa reče, ja Timo, obrni se na bok, sem rekel, ja ne morem. Ja Timo, dvigni nogo, sem rekel, ja ne morem. Ja Timi, daj se usedi na rob posli, sem rekel, ja ne morem. Ja pa nimam ja več, kaj s tabo delati. Pa je šla. Sem rekel, okej, vredi. Se mi smo tako sami delali, tako sem rekel, noge premikali, probali se vsediti, ne, pač vse žive zadeve, ampak pol smo se zmenili neki, da je ena terapeutka takrat ostala po službi, sta starša plačala tiste ure dodatno kaj je ona ostala po bolnici še tisti 1 uro pa pol, smo šli dol v kabinet in tam smo začeli pač se postavljati tiste hodulje, ko te zaveže celega notri, da te postavi noge, da si sploh imel občutek, kak je, in tam smo pol pač začeli nekaj delati. In je, veliko imaš takih, še danes imaš takih nekih kako bi rekel, ključnih dejavnikov, ki ti lahko vse podre, če pač nisi dosti dober. Če bi jaz takrat rekel, ja, terapeutka rekla, da pač mi ne more pomagati, te mi že ne more. Naprimer, ne, da je pač ful, res pomembno, da si pač osredotočen, pa da verjameš, ne, ker drugač ne bo ti noben tak nič prenesel na pladnju, no, da bi rekel, pa ti bo pomagal, ne. Vse veš, pač razumem, mogoče imel to takrat slab dan, ali pa bilo kaj, in ni bilo fajn na službi, ampak nekomu lahko to spremeni v solo celo življenje. Ja. Če ni pač pripravljen. Ja, res se mi zdi, da pač nikoli nisi odgovornosti tega, da bi bilo tebe boljš, da bi ti napredoval prelagal na nobenega drugega. Vedno občutek imam, da si vedno ti bil tisti, ki si rekel, ok, razumem, mislim, hvala, ki mi hočete pomagati, hvala, ki ste kle, hvala, ki to delate, ampak na meni, ne. Torej, to bom jaz hodil, je sam pač moja borba sam sabo, ne. Ja, vedno je bilo to. Pač jaz sem tudi vedno predlagal, dajmo tak probati, dajmo to tak probati, to zdaj ne moramo tak, dajmo tak probati, ne. Ja. Tako da vsekako, se pravi, imel sem kol ljudi sebe, sploh z družino, tako na začetku pa vse, ampak itak, da je bilo na meni pol takrat, ali ja to, ali ne to, ali dajmo to, in tudi dan danes je vedno probaš, ne vem, sem probal takrat smučati. Vsi so mi rekli, probaj plužiti. Sem rekel, pa kak, ne morem. In nisem mogel nikoli zaplužiti. Pol sem rekel, pa se bom probal jaz po kanti zaviti. Sem lahko po kanti takoj zavil, nisem mogel pač takoj, polko sem se malo že odrsal, pa to, ampak jaz nikoli nisem mogel v bistvu plužiti, ne. Teda vedno sem probal najti neke alternative. Ko sem imel neki cilj, ok, jaz bi rad to pa to naredil, kak bom za to naredil, če pač ne morem. Zdrava kmečka pamet, ne? Ja, ne morem zdaj tak narediti, dajmo nekak spremeniti, da bom pač tak, ne. Teda vedno sem pač iskal vedno sem mogel prilagoditi vse
svoj sebi vprit, no? Sebi vprit, ne vem, pač svoj stil. Ja. Dejansko si mogel tudi na okolje gledati tako, da je bilo prilagojeno zate iz vidika, da si ti lahko v tem okolju uspel, ne? Ja, itak, ne. Sej to tudi, veš, v biznisu je dosti tega, ne? Mal vodi se zaveda, koliko dejansko lahko naredijo za zaposlene, brez da z njimi govorijo, ne? Na kakšen način pač delajo z njimi, nasploh kakšne imajo prostore itd. Ja. Ti si pač to naredil isto samo zase, da si v bistvu nek poligon postavil, po katerem si ti vedel, da boš uspešen, ne? Ja. Ker došteje, veš, itak, če ne bi imel ti dostopa do teh fiziotov, ki si imel, ne, dostopa do pač folka, ki ti je dejansko pokazal pa pomagal, a veš, težko je pač res, da bi ti bil samo v garaži pa rekel, zdaj bom pa jaz to sam naredil. Pa pitaj Boga, lahko tudi dobija, ne? A veš, ja, ampak... Ker zdaj je primer, ko imam glih zdaj v zadnjih 3-4 leta, pa nimam nič, pač imam že mače, ki skrbi za moj plan, ampak vse treninge opravim sam, 99% sam. On, na primer, meni napiše, neke specifične vaje, on meni napiše, kaj, ampak ostalo pa ti tudi napiše, ne vem, zgornji del. In on točno ve, da sem jaz samo discipliniran toliko, da bom jaz treniral 2 uri pa pol, pa da bom naredil vse, kaj je treba, on ne rabi meni tako nekim, ko more, idi popoldan laufat, pa pošli mi screenshot od GPS-a, da se rešil. Meni nikoli ni rabo, ker pač vedno naredim veliko več kot to, ne. In kaj hočem s tem povedati? Zadnja leta res nimam nobene neke pomoči. Rečemo, Muc skrbi za moj program, da pač je to, pa itak vprašam neki pa to, pa ono se postuješ pa to, ampak v bistvu zadnjih 4-5 let ali pa 3-4 leta je pa res vse na meni. Vse na meni, noben reči idi na trening, noben je to, doma imam fitness in vsi koničani vejo, da vsakeč, ko smemo polaž, luči gorijo. Ne, ampak pravim, pač moraš biti samo discipliniran, ampak jaz imam željo in sem pač sam sebe, to imel sem letos problem, da sem se mi zdi preveč treniral, no? Teda imam bolj problem z počitkom, kot pa da nisem aktivno. Dobro. Zato, hotel sem te vprašati še eno stvar in sicer, a vidiš, a si takrat, zdaj, ko imaš ta občutek, zdaj, ko se vidiš, recimo v gledalu, ko se vidiš, ko treniraš, ko vidiš videe sebe, ko maraton tečeš, a si takrat to videl, ko si bil star 11 let oziroma 12-13, ta prva leta recoveryja. A si to videl? Ja, videl. Nisem videl zdaj, da sem jaz na maratonu tekel, to nisem videl, pa priznam, ker nisem nikoli imel želje, tako sem rekel maraton, ne. Ampak sem definitivno sebe videl, kako hodim, pa tečem, pa vse živo. In tudi zdaj vidim, kako jaz tečem, enkrat, ko bom res lazaj tečem, ampak pač vidim tudi sebe, kako bom enkrat tekel tako, ko pač treba teči. Tako da vidim neke stvari, vidim. Tudi videl sem, na primer, tako major, ko je bil neko zdaj povabilo za en major, tudi to sem videl, ko sem začel maraton, sem videl, da je, tudi želje imam tista top plan, po čem se bom upokojil, potem sem Ironman na Havajih. Da bom se vrnil na Havaje, tam, ko sem se poškodoval, naredim Ironmana in potem zaključim svojo športno kariero in to tudi vidim takrat, kako bom prišel čez cilj in pač ziher sem, da v roku 10 let bom tam prišel. In pač vidim neke take stvari, vidim neke take stvari, ki si pač zadam v cilj in ja, pač vse naredim za to, da bojo pač prišle, da bojo se uresničili, čist tak. Pa tudi, ko hodiš to pot, a mogoče se kdaj tudi vidiš v obliki kakšnega speakerja, kakšnega motivacijskega govorca, čeprav to zdaj mogoče ne paše najbolj, glede na to, koliko si dela vložil, ne. Tako mogoče nekoga, ki bo drugim pomagal, ki bo malo glavo odprl iz vidika, koliko je dejansko zmožen človeški telo, kaj lahko vse narediš itd. Pa ja, vsekakor je moja vizija v športu, ne samo kot neki motivacijski govorec, pa neki to, ker pač jaz povem svojo zgodbo, zelo da pač povem, ampak sem pač, ne vem, zadnjih prvih 8 let noben je vedel za Tima Marota, razen neki lokalno, noben je vedel, kaj je to, noben je to, ampak zdaj vidim danes, da je pač res velik takih zadev, ki pač ljudje ne vejo, kako bi rešili, tako da vsekakor v sklopu tega športa imam vizijo, da bom enkrat naredil in pomagal ostalim, ker pač se mi naredi že zdaj, da pač ne morem več pomagati individualno, ker je pač preveč vsega, tudi hudo mi je, ko mi nekdo piše ful neki sporočil, pa kako to, pa tega ne vidim, pa ne odpišem in imam vizijo vsekakor, da bom naredil svojo metodo. Torej, kak sem jaz šel čez to, da bo pač lahko pomagal ostalim ljudem, definitivno bo to metoda The Power of Mind, ki jo bom pol čez čas razvil. Vem tudi že zdaj neke korake, kako bi se tega lotil, ampak še mi zdi, da še pač ni pravi čas. Ampak ja, rad bi imel, da ko mu meni rekel, Tim, imam poškodbo, kako se nalotim, bom rekel, evo, tu imaš, potem idi, to more laufati. Ker pač vem, šel sem čez vse to, probo sem res terapij, malo milijon in se mi zdi, da pač vem, kaj je tisto ključno, kar bi, težko zdaj spostaviti en faktor, ampak pač vem, kaj so mozaiki, ki pač vodijo do vrha
In definitivno bi rad naredil svojo metodo, The Power of Mind, ki ti bo pač pomagala ne samo v športnem vidiku, ampak tudi v drugem vidiku, ker pač se mi zdi, da vse isti po istem kopitu gre, ali je to v biznisu, ali je to v športu, zelo ok, so drugačne okoliščine, so drugačne zadeve, ampak bistvo ostaja isto. Output. Ja. Bistvo ostaja isto, tako da definitivno imam željo to pomagati, no, ker tudi se pravim, hudo je, ker ko imaš ti poškodbo hrbtenjače, ne moreš reči, jej te tablete, pa to, tako pri zlomu noge, jej to, počivaj 2 meseca, nogo zdaj vzela, pa idi trenirati, ne. To je pač res nekih full faktorjev in je zelo težko zdaj reči kaj v 3 besedah, no. Ja, štekam. Tako da bi polno ta motivacijski govorci, pa to, verjetno bom kdaj ki naredil kaj, ampak trenutno pa se vidim vsekakor v športu bolj kot pa to mogoče ajde kot tak sajt, ne vem, pred maratonom, tako ki grem zdaj, pa kakšna novinarska konferenca, pa to ni problema, ampak ni pa zdaj v planu, zdaj trenutno ne bi rekel, to pa je moja vizija, da bom tak, ne. Pa da bi preveč fokusa tja dajo. Ja, pač vseeno fokus na sebi, ker itak rad bi vseeno, da jaz napredujem. In te maratoni pač meni dajo samo, da jaz bolj napredujem. Zdaj vem, naprimer, ko se pripravljam na 21 km, vem, koliko je zdaj treba vsega vložiti, da se v to sestavilo. Ok, jaz delam, zato bom cilj dosegel, ampak posredno bom pa jaz letos spet napredoval 60%. Ker bom se ojačil, ker moram za 21 km imeti močnejše noge, moram imeti več kondicij, moram imeti bolj stabilen trup, moram imeti fulejnih faktorjev in to me bo samo potisnilo k tistemu, da bom res najboljši, kaj sem lahko, no. Ja, čuti se, da je nekaj večjega od pač samo športa, v tem, kar govoriš, pa v tem, kar delaš. In isto, kar čutim, je to, da imaš občutek, da šele začenjaš. Ja, tako, ne vem, tak feeling je, veš, pa si pač dejansko bi lahko zdaj zaključil, rekel, knjigo napisal, to je to, zdaj pa jaz lahko od tega pač počivam do konca življenja. Ampak to ni začetek, definitivno. 10 km to je šele zdaj začetek, pa tudi pri ostalih športih. Vse sem tudi takrat rekel, da bom šel surfat, sem že surfal, ampak vse ne. Jaz tudi pravim, da sem na začetku, je res, da bom letos poznal 10. obletnico poškodbe, ampak definitivno zdaleč. Praznoval. Ja, vsi se mi smijo, vsako leto praznujem svojo obletnico poškodbe, ker pravim vedno, da je to dogodek, ki me pač, zaradi česa sem mogel odrasti čez noč in me je oblikovalo osebo, ki jo pač gledate danes in na kar sem pač ponosen. Definitivno mi je pač zaprlo veliko nekih športnih, recimo vrat, ampak pač odprlo toliko novih zadev, ki jih drugače v življenju nikoli ne bi spoznal ali pa se srečal z njimi, na kar sem pač hvaležen po eni strani. Ne zato pač to trdo delo, ki ga pač moraš nameniti, ampak vsekakor se bo enkrat vse poplačilo. No. Ja, da je to tvoja pot, da ti je bila ta pač vloga dodeljena, dodeljena, kakorkoli obrneš. In ti bi lahko trpel sam, če tega ne bi sprejel. Veš, koliko folka trpi, ki pač ne sprejme, da je tako, kaj je, da jim je vesolje dal to misijo, zdaj pa naredi največ, kar lahko iz tega. In ti si živ dokaz tega, kaj se da narediti, tudi če za nekoga, marsikoga je taka izkušnja lahko, zdaj pa to je pa to, zaključil sem življenje. Ne? Ja, se to veliko me vprašajo. Si se kdaj razmišljal, če sem se kdaj vprašal, zakaj se to meni naredilo? Ja. Pač nikoli zaradi tega, ker če bi to spraševal, bi sam sebe bi v bistvu uničeval, ja pa zakaj jaz to, pa zakaj to, pa bi se samemu sebi smilil, kar se nikoli nisem, tako da nisem pač nikoli razmišljal. Pač to se je bilo, to se je zgodilo, zdaj treba to zrihtati. Tako da tudi na začetku nisem nikoli gledal, ja pa zakaj to. To je zdaj situacija, jaz sem rekel, to je tako, da si vtrgam koleno, rehabilitiraj se pa dalje. Tako sem gledal na začetku, no. A veš prej, ko smo se pogovarjali, ko si bil tako 11 let star, mislim, to se ti zgodil, prvi teden, 2 tedna, itak neki strahovi, itak vse se pojavlja v glavi. Predstavljaj si, da takrat gledaš v špegel in zdaj sebi eno sporočilo pošelj nazaj. Se pravi, ti v špeglu ne vidiš od sebe, ampak ti ima zdaj. Kaj si rečeš? Čakaj, kak? Da vidim zdaj, da ležim, pa vidim Tima na tako smeno v bolnici. Ja. Pa, kaj te vem, sploh ne vem, če mu bi kaj spremenil čist tak, no. Ne vem, če mu bi dal, ne vem, če bi sploh kaj spremenil svoje poti. Ni nobenega dogodka, da bi zdaj rekel, to pa zdaj bi jaz drugače naredil. Tako da ne bi nič kaj spremenil. Vesel sem, da vse se je tako odvilo, kako bi se moglo in se odvija. Tako da ne bi nič kaj spremenil, no. Res ne bi nič ne bi takega. Zelo si povezan s tem, kar si, vice, čutce. Kaj neki, kar si v prihodnosti, se sva jih nekaj že obdelala, ampak pa je tako ultimate
goal, varianta, tako. Kdaj boš rekel, ok, zdaj pa dost? Ko bom odlaufal 5 maratonov majorov, torej London, Boston, New York, Chicago pa Berlin, pa ko naredim Ironmana na Havajih, se športno pokojim. To sem že povedal in tega se držim. Ko to naredim, se upokojim od maratonov, od tekov. Vsekakor bom ostal v športu, bom mogel trenirati za sebe, ampak od nekega takega ekstremnega je pa to. Časovno obdobje. 10 let. 10 let? Stari 30 boš star. Ja. 10 pa let. Za sabo bil že več kot folk pri 100 letih, ali? 10 let. To je neka taka časovnica, ki bi jo pač rad, nisem zabremenjen, ali bo to 11 let, ali bo to 15 let, ali bo to 5 let. Bom videl pač, glede na to, kako zdaj napredujem, se mi zdi, da bom lahko, to je zdaj tak spet čez palec, ampak glede na to, če bom tak napredoval, ali pa še več, bom v roku 5 let lahko laufal 42 km. Wow. Tako da gre mi res naprej, ampak vsekakor rad bi pač gledal na svoje telo, ker ne bi rad potem, ko bom vse to naredil, da bom pač ne bom mogel se premikati, potem pač zaradi nekih poškodb drugih, da res gledam, da se pač si vzamem dosti časa, osvojim neko distanco, grem naprej, grem na to, ne da sam skačem iz enega na drugega, teda pač tudi to 10 kilometrsko, za več kot 2 leti to tečem, prelaufal sem 10, kolikrat sem šel laufal, ne vem, vsaki vikend, letos sem laufal vsaki vikend 10 km time trening, javno tretjo in tega sem pač res to osvojil in zdaj je čas, da se pač postopoma prestavim naprej in tako bom pač tudi nadaljeval tudi pol, ko bom enkrat na 21 km suveren, bom pač tam, da res osvojim, pa bom rekel, ne vem, 5-6 takih dogodkov bom pretekel, pa šel pa spet naprej, tako da se pravim, 10 let imam tak neki časovni okvir, ko bi rad to naredil, nisem pa omejen, če bo to 15 let, bo 15 let, če bo 20, bo 20, če bo 5, bo 5. Ja, štekam. Tako, kar rečeš 10 km, to se tako zelo zdaj sliši, kaj se mi da pogovarjava, ne? Ampak, ne vem, tisti, ki je prelaufal, tisti, ki smo prelaufali 10 km, vemo, da to ni pač, a ne? Ja, ker nekaj, čutiš, da si neki dejansko telesu naredil in šok je. In če to narediš vsak vikend, itak, tudi telo rata močnejši, ampak to ni easy, a ne? Tudi 5 km ni easy, dokler ti ne pretečeš 1 kilometra 100-krat, recimo. Jaz sem za primer v Parizu, ko je bilo res vroče, letos poleti, 10 km, sem skoril 7800 kalorij. Fuck. V uri 50. Fuck. Tako da je, vsekakor je napor. V uri 50? Ja, in tudi to bo zdaj naslednja ganka na 21 km, kako vse te kalorije nadomestiti. Ja, se to. Ker pač zdaj sem v fazi, kateri ne gledam, da bom imel, tako sem imel lani 3% maščobe, rad bi, da pač res najboljši performance, kaj ga lahko osvojim in delam vse na tem, da bom. In ja, pač bo tudi izziv na 21 km, kako bom nadomestil, ker vem, da bom porabil konkretno več kot 10 000 kalorij v tistih 4 urah. A te če se strah? Pa niti ne, da bi zdaj rekel strah. Vem, da bo težko, vem, da bom lahko naredil, tako da imam bolj tisti excitement, da bi šel jutri, ampak ni me pa zdaj strah nečesa, no? Da bi zdaj rekel, da imam neke strahe. Vsekakor so neki mali strahovi, ampak zgledam bolj, ko ne to vse pozitivno. Tisti, ko greš na štart, pa to tam bo, če gre za major, tako sem rekel, bo več kot 50 000 ljudi teklo, več kot 700 000 ljudi bo spremljalo maraton, gre za big deal, itak ne bi rad, ne vem, da ne bi prišlo do kakšne poškodbe vmes, to je edino, kar me je tak, rečemo, strah, da ne bi pač slučajno, ker vsi vemo, ko smo tekači, kak je, ti tečeš ful, pa si spreman po vse, pa greš 1 kilometer, pa čutiš nekaj vgležno čudnega, ne? Vsak mu se naredil, ali pa v kvadru, ali pa bilo kje, ali pa neki ni tisto na 100%, to se mi zdi, pa če redko kdaj greš ti na štart, pa da si cel maraton ono top, vedno v neki fazi, vedno te nekaj začne boleti, ali te to, in pač edino, kar me je strah, da bi pač mi prišlo do neke take faze, bilo kdaj, ne zdaj pravim na 21 km, bilo kdaj, do neke take faze, da bi mogel počakati. To je edino, da bi mogel, to bi pa me res prizadelo, po mojem. Sicer bi me tako to podžgalo verjetno, ampak to je edini strah, ki ga imam, ko pač grem teč, da ne bom mogel priti do konca. Ker ne moreš iti z glavo česa, ne? Če ti telo pač ne pusti, ti pač glava ne pomaga. Vemo, kak je, ne? Se pravim, vedno sem prišel čez sebe, pa vedno sem prišel do cilja, vedno to, ampak
sam strah me, da včasih ne zato, da jaz ne bi dosti močen bilo kaj, ampak zaradi kakih drugih spet okoličin, da pač ne mogu priti do cilja. Ja. Ker pač vem, ko bom natreniral, ko bo tisti datum, da bom mogel jesti 21 km, vem, da bom takrat že pretekel 18 km ali pa 20 km 30 krat. Da vem, da bom pripravljen, ampak samo mogoče tak splet okoliščin, vemo, kak je, ne vem, se spotakneš, padeš, si koleno razbiješ, ti krvavi, ti povijejo, ne moreš dalje, naprimer. Štekam, ja. Da bi se ti zgodil neki tazga, ko v bistvu sploh ni v tvoji kontroli. Tako. Pa zaradi tega ne bi mogel naprej. Ne me gužvati, en tam podere, padeš, se vdariš, ne vem, imaš koleno odprto, ti mora ičivati. Moraš iti 4 ure laufati naprej. To je edini tak strah, kar je, se pač gledam na to, da ne bo, ampak moraš biti pa na to pripravljen, da se pač vse zgodi. Tako greš na tekmo, pa lahko prvi kol padeš ali pa prvi minuti dobiš gol. Tak je pač tu, ne, ker tudi pri tekači vemo, kak je, tudi ti, če tečeš, veš, kak je. Včasih neki malo tam, pa nekaj tam, pa malo tam. In se pač so neki malenkosti, ki pač lahko vplivajo na uspeh. Ja, zrelost se tukaj odraža, ne, live to fight another day je en tak lep pregovor, ne, sploh ne vem, v kakšnih takih športih, ki so malo bolj brutalni, ki še ne MMA pa to, ne, veš, folk bi takrat rad nadaljeval, ker si ti v tem navalu adrenalina, ne, jaz hočem nazaj v ring, lej. Če te še enkrat zadane, ne boš več videl na ta uč, a ne. Neke posledice so pol. Zdaj pa ti zbera se v soočil z minimalnimi posledicami, pa prišel čez en teden ali pa en mesec ali pa en let spet laufat, ali pa boš zdaj na silo neki rinu čez, pa nikoli več noš mogo, a ne. Tako da, klej je tudi dobro, da tako gledaš, da ne greš preveč zdaj uno, a veš, kljub temu, da ti telo govori, stari, pauzo rabva, ne, jaz bom povedal, kdaj. Zdaj me pa zanima, zanima me, a si kdaj, kako veš, kdaj je glava švohratala, pa kdaj dejansko bi bilo dobro nehati? To je tako težko reči. To se fulkrat po čistem občutku orientiram. Pač poslušaš svoje telo, veš, imaš neke znake, veš, kdaj si len na začetku treninga, kdaj pa ne moreš. Ne vem, to je enostavno po tolikih letih treninga, pa to poznaš svoje telo in pač čutiš. Eno je tisto, ko si res ubit, pa čutiš, da ne moreš, pa imaš slabe noge, imaš težke noge, imaš ono. Eno pa je, ko si pač len in pač to zelo hitro prepoznam. Tako da se mi zdi, da kar vem, vsako leto bolj, vsak trening bolj poznaš sebe, pa vsak trening veš, kdaj ja, kdaj ne, no, čist tak. Ampak še vseeno se mi pa zdi, da je boljši trening tisti, ki ga narediš, kot pa tisti, ki ga ne narediš, no, v vsakem primeru, ne. Ampak je pa tudi tanka meja. Tanka meja med je, da si top ali pa da si če šel čez rob, pa da si pregorel. Tako da to je tak največja uganka tu. Da si res na tistem maksimumu, tisto nedeljo, ko moraš biti, ali si že preveč, ali kak je. In tu pač moraš poslušati sebe, tudi ne more trener pomagati, tudi ne more doben to, lahko gledaš svojo kri, lahko to, ampak v končni fazi si ti tisti, ki pač čutiš telo, pa rečeš ali ja, ali pa ne. Je pa tudi včasih tak, da včasih se pa tudi naredi, da moraš kdaj zobe stisniti čist takno. Kva ti gre po glavi, ko tečeš maraton, pa pride ta prvo mogoče prvi trenutek, ko si rečeš, ok, pizda, ni easy, ne. S čim se spopadaš mogoče v svoji glavi, ko tečeš? Pa jaz se sam spomnim, kako je bilo, ko sem se mogel z vozičkom peljati do kopalnice, pa itak. Ko nisi mogel nič, ko si nisi mogel noge postaviti, to se takrat spomnim. Ampak ja, no, drugače med tekom se ne najbolj obadam, sam sebe ne motiviram s preteklostjo, ampak bolj s prihodnostjo, no, čist tak. Ko mi je težko na treningu na 10 km srečem, hočeš laufati 42 ali nočeš. Pač čisto enostavno. In deluje. Ja, do zdaj, ja. Tako da se ne najbolj za neko preteklost, vse tu pa tam časih, ko mi pač ni, pa se spomnim, da ne bo len, pa idi, veš, kak je bilo včasih in ne bi rad nikoli tam bil, ampak med tekom je pa vedno moja motivacija, hočeš ali pa nočeš. Ker pa se zavedam, hočem 42, hočem narediti Ironmana, to ne bo se čez noč zgodilo, pa ne bo se samo od sebe. Tako da, ko si težko, hočeš ali nočeš, to je edini odgovor, ki pač pri meni najbolj deluje in ki ga največkrat tako sam pri sebi uporabim. No? A ti je na tej poti do zdaj v spominu vstal ali kakšna oseba ali pa dogodek, ki je bil še tako signifikant zate?
te mogoče izpopolnil, ali se ti zdi, da je vse samo ena črta, po kateri se skozi dogajajo stvari in samo rasteš. Pa ja, bolj ena črta, no. Ja. Ni nekega takega dogodka, da bi zdaj rekel, ok, zdaj pa tu, pa zdaj pa dalje. Ni nekega takega, skozi so to neki sponi padci, tudi padcev je veliko, tudi imaš, ne vem, imaš slab mesec, nima slab dan, imaš slab mesec, ti vse ne gre, ti vse ne to, se pol pa pride čez naslednji teden, pa si res čist drugi, pa si pripravljen, pa vidi, zakaj si igral tudi zelo, naprimer teh mesecih, ko pač delam to moč, izolirano moč, to je pa zelo težek trening za mene, ne vem, to si res 3 ure na fitnessu, ne švicaš neki velik, delaš samo neko moč, maksimalno kile, male ponovitve in to je pač res ustrajajoče in ta trdo delo se ti mi bo pokazalo čez 2 meseca, ko bom vuni laufa, bom videl, pismo, kako lahko lažje grem, ne. Teda bi rekel, da to spolni padci iz dneva v dan se pol nekako sestavlja in pač rasteš s tem. Tako da ni nekega pa takega dogodka, da bi rekel, zdaj pa gremo, pač skozi se neki dogajajo stvari, vedno boljši simptom je vedno važno, no. Da napreduješ, tudi ko niješ motivacije, gledaš, da si boljši, ko si bil v lani in to je pač meni glavni cilj, no. Ne zdaj, kako stali, kako drug, pač si boljši kot lani ali nižji. Ti proti sebi, ne? Ja, vedno. Eno vprašanje postavim ponovadi tle gostom in sicer, če bi jutri umrl, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Kaj te vem? Jutri ne bom umrl, tako da ga nimam. Tega pa še nimamo. Ne vem, nimam neke take modrostne, pač se pravim, večkrat sem rekel, lahko je biti, lahko si je pol deliti medalje po vojni, ne. Tako da vem, da če bi jaz pogledal, vsi nosimo v življenju nek rukzak. Če pogledam jaz tvoj rukzak, bom rekel, pa se te ni tako težko. Če boš ti pogledal mojega, boš rekel, se ni tako težko. Ampak v končni fazi pač moramo gledati, da je nam vredi, da se mi vredi počutimo, da sledimo svojim sanjem, ker na koncu moramo mi biti zadovoljni samim sabo in delati to, kar nas veseli in ker na koncu, ko bomo enkrat umrli, bo samo važno, ali smo naredili tiste kljukice, ki smo si zadali, ali nismo. Tako da nimam pa neke take misli, da bi rekel, to je to, ampak se mi zdi, da pač moraš strmeti sam sebi pa svoje cilje, strmeti k njim pa za njih delati, no. Saj to mene najbolj osrečuje, no, ne neki ful, ampak neki te rezultati, ki pač sam, mislim, moje osebne zmage, no. Zelo stoično si to povedal. A stoike, ki študiraš, veš, da so bili stoiki? Ne. Marcus Aurelius, neč to, boli tebe. Mene vprašali enkrat, kakja je, kjer knjige berem, da me motivira. Vedno sem rekel, da še svoje lastne ne bom verjetno prebral, ker nič ne berem knjig. Res? Pa ti si toliko trenutku skozi, da sploh nimaš cajta za take zadeve. Pa ne, preveč sem jaz živahn za knjige. Tako da to pa res nimam živcu. Nekdaj sem prebral zadnjo knjigo, po mojem za bralno značko v osnovni šoli. Pride to z leti. Ja, možno, ne. Pride to z leti. Ko bom pa začel knjige brati, bom pa se malo vprašal, kaj se dogaja z mamo. Ali sem že res pri 50 ali kaj? Ne, stari, jaz nimam občutka, da si 21 let star, veš, in mi je tako kar težko, jaz ti dam vprašanje in sem tako, me zanima, kaj bo kle povedal, kjer modrost. 21 je stara, ne, sej imaš za sabo ful izkušen, ampak to je toliko majhen procent življenja še, ne. Ja, vola, kaj te še vse čaka, stari? Se vem, ne, samo se pravim, to potrpežljivost, to je največja, to potrpežljiv moraš biti, pa samo počasi, ker jaz bi jutri rad se z danes na jutri, ampak pač me je to naučilo, da moraš biti potrpežljiv, ampak po drugi strani moraš pa skozi sebe malo preganjati. Tako da, ne, mogel sem čez noč rad res odrastiti in itak, to sem vesel, da me to izblokovalo, ker gač se zavedam, kak bi bilo verjetno prej 20 letih, ne bi bil tak, kak sem zdaj, tako da gledam vse na pozitivno, no, kljub temu. Vse je dobro, no. Ja, Hodotim, hvala, da si vzel cajt. Ja, hvala za povabilo. Upam, da ti je bilo v redu. Ja. Hvala. Se ne vem, a smo kakšne pričakovanja, verjetno ne. Nismo Se sem že videl, si prvi gor ga vprašam, a si gledal kakšen podcast? Ne vem, kam bo. Ne gledam to. Ne, res ful hvala, ker to sva se zmenila na vrat na nosa. Še enkrat hvala mate to, ampak ja, vem, da si busy, zato ful cenim, da si prišel. Hvala te z veseljem povabim, če ne prej, po Ironmanu. 60 let. Pa takrat je eno rekla, kjero knjigo si kaj prebral. To je to. Hvala ti. Hvala tebi. Ja.